Lepo pozdravljeni. Družbi Vipap Videm Krško, kjer so po 5-mesečnem zastoju 1. decembra znova zagnali stroje, je konec meseca grozila zaustavitev proizvodnje. Razlog? Visoke cene električne energije in težave z njeno dobavo. Po besedah predsednice uprave Milene Resnik so se črnemu scenariju uspešno izognili. Družba Vipap, ki je od novembra v postopku prisilne poravnave, se je po ponovnem zagonu proizvodnje soočila s težavami pri pridobivanju jamstev, zaradi česar dobavitelji električne energije z njo niso želeli skleniti pogodbe, brez katere seveda obratovanje ni mogoče. Kljub težavam je oskrbo z električno energijo zdaj zagotovila. Pogodba, v katero smo vstopili, zahteva od nas veliko angažiranost, kajti gre za ciljno napovedovanje in spremljanje na urni ravni. Pozitivno je v tem, da ima podjetje vzgrajen ali pa postavljen informacijski sistem energetskega monitoringa, ki nam omogoča, da na urni ravni spremljamo porabo, jo napovedujemo in s tem, bom rekla, tudi obvladujemo stroške. S podpisom pogodbe z dobaviteljem električne energije so zdaj zagotovili njeno dolgoročno dobavo. Pogodba je zasnovana tako, če bomo izpolnjevali pogodbene obveznosti, je zadeva, ki se bo z aneksi podaljševala, dolgoročno. Na vprašanje, kdo je dobavitelj, Resnikova odgovarja. Gre za poslovni odnos in ne želim o tem, pač to so poslovne skrivnosti in mislim, da je prav, da se ne razkrivajo te skrivnosti. Tovarna trenutno obratuje z 2 papirnima strojema. Na papirnem stroju PS1 izdelujejo rjave ovojno-embalažne papirje, na papirnem stroju PS3 pa časopisne papirje. Naš cilj je čim prej stabilizirati proizvodnjo in iti v obratovanje še s 3. papirnim strojem, kar pomeni, da je treba dodatno zaposliti sigurno več kot 30 ljudi. V Vipapu je danes zaposleni 280 ljudi, znotraj družbe pa deluje še invalidsko podjetje Levas s 60 zaposlenimi. In kako naprej? Naročili imajo dovolj, na vprašanje o sodelovanju s strateškim partnerjem pa Milena Resnik odgovarja, da imajo na mizi več potencialnih opcij, kako zagotoviti dodatni obratni kapital. So v teku pogajanja, kako bomo zaključili to pogodbo. Ena od rešitev bi bila tudi iskanje novega kupca tovarne. Trenutno uradnega razpisa za to možnost še ni. Predsednica uprave pripomni, da bi se o tem lahko pogovarjali v mesecu marcu. Podjetje so zaradi aktualnega stanja nekoliko razbremenili tudi krški občinski svetniki, ki so pred novim letom potrdili osnutek spremembe odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v občini Krško, s katerim so za polovico znižali sredstva, ki jih mora Vipap vplačati v proračun mestne občine Krško. To je en veliki prispevek, bom rekla, lokalne skupnosti občine Krško, kajti $500 milijona, ki smo ga v preteklih letih plačevali za nadomestilo stavbnega zemljišča, je en velik zalogaj za tako družbo in verjamem, da bomo ta odpustek, ta denar uspešno namestili in usmerili v druge nujno potrebna vlaganja, v tehnologijo, v sanacijo, bom rekla, zunanje podobe podjetja. V skupini Gen so lani presegli 3 milijarde evrov prometa in leto zaključili z 80 milijoni evrov neto dobička. Pripravili so tudi načrte za naprej, vključno z vizijo čiste energije. Leto 2021 je bilo precej predvidljivo, z izredno dobro hidrologijo v prvi polovici in slabšo v drugi polovici leta. Kljub omejitvam, ki jih je prinesel COVID, so zagotovili zanesljivo oskrbo z električno energijo. Izvedli so remont nuklearne elektrarne in tudi vrsto investicij, ki so povezane z jedrsko varnostjo. V izvajanju je še investicija v suhoskladiščenje goriva, dela so v teku, tako da streha se postavlja in bo znotraj rokov tudi ta investicija izvedena. Lani so postavili 7. blok termoelektrarne Brestanica in pridobili energetsko dovoljenje za projekt 2. bloka jedrske elektrarne. Ob tem je Novšak izpostavil še zaostrene tržne razmere, ki se bodo nadaljevale tudi letos. Mi kot energetiki na kratek rok mogoče vidimo v tem pozitivno, vendar je to nezdržno. Te cene, ki so danes tule narisane gor, preko 200-300 evrov megavatno uro, so nevzdržne za porabnike, za stabilnost gospodarstva, za konkurenčnost, pa tudi za gospodinjstva in socialno, dajmo reči, enakost. Novšak predvideva, da se bodo cene kmalu umirile, a dodaja, da tako poceni elektrike, kot smo jo imeli v preteklosti, prav gotovo ne bo več. Zakaj je za nas problem visoka cena? Izpad nuklearke, slabša hidrologija pomeni nakup nadomestne energije po izredno visokih cenah. Vsak dan lahko pomeni 4-5 milijonov evrov. In zato, ker Slovenija uvaža, in mi računamo, da v lanskem letu nekje 15-20%
električne energije bo vozila. To pomeni, da seveda moramo po takih visokih cenah kupovati to energijo. Tako so predstavniki Gen energije poleg lanskoletnih rezultatov na novinarski konferenci predstavili vizijo 3+1, ki naj bi bila po njihovih besedah ključ do razogljičenja slovenske energetike. Vizija 3+1 skupine Gen je dejansko steber elektroenergetskega prehoda Slovenije, odgovor nanjo in tudi odgovor na doseganje podnebne nevtralnosti tako doma kot tudi zunaj naših mej. Vizija predvideva tudi gradnjo drugega bloka jedrske elektrarne. In ta bi dala približno 9 teravatnih ur električne energije v vseh vremenskih pogojih, vseh letnih časih na razpolago za porabo v Sloveniji. Se pravi, smo nekje na začetku, zaključili smo prvo fazo strateškega razmisleka o projektu, v nadaljevanju pa bodo sledili proces umeščanja v prostor, proces pridobivanja strateških sovlagateljev, proces tudi gradbenega dovoljenja in pa tudi samega izbora tehnologije. Strani države pričakujejo, da do leta 2027 sprejme investicijsko odločitev, do leta 2033 pa tudi samo izvedbo projekta JEK2, saj je do tega leta po sedanjih načrtih predviden izstop iz premoga. V petek je na okrožnem sodišču v Krškem potekala obravnava za predlog imenovanja poslovodstva družbe GEN-I. Do odločitve ni prišlo, za 26. januarja je sodnica sklicala naslednji narok. Ni epiloga še smo preložili. Zakaj? Za 26. ker morajo stranke še odgovoriti na vloge, bile so še obsežne vloge, da pa ne morem komentirati v bistvu. Čem je tekla razprava? Lahko pojasnite? Ja, razprava je tekla v predmetu, veste, kaj je predmet, sodno imenovanje. Dobili smo veliko vlog, ena in druga stran je imela vloge in tretja stran je imela vloge. In od teh se moramo izjasniti, sodišče je dodelilo rok in zato tudi predstavilo narok in nadaljujemo 26. Kaj pa je mišljeno s temi dodatnimi vlogami? Tega meseca. Nekaj meseca. papirov ste že vložili, ne? Ne, ne morem drugega komentirati kot to, kar je predmet vsakokratnih predlogov vseh predlagateljev. Kaj pa je prišlo do nekih nesporazumov, da ni prišlo do odločitve? Ne, saj sodišče mora odločiti, ne. Kakšni nesporazumi. Mislim, med tremi strankami. Ne, vse to je normalno, ne, vedno, ko dobiš vlogo, vedno imamo pooblaščenci možnost, da odgovorimo v roku, 8-15 dni, ne. Tako je ponavadi, tako da drugih komentarjev. Hvala lepa. Ne bom dal izjavo, se opravičujem. Brežiški vodovodni stolp korenito prenavljajo. Simbol mesta in občine bo kmalu postal razgledna točka. In s čim se gradbeniki te dni ukvarjajo? Poglejmo. Razgledna točka. Tu je tista luknja, ko smo šli mi v vrh. Tu pride ene nove stopnice, dol iz nivoja balkonov do tu, dvigalo. Pol prideta pa dve taki stekleni plošči. Pod temi ploščami skozi tu od spodaj bo voda, ne? In bo tudi bazenska tehnika, tako da bo to delovalo. In ko boš stal na teh steklenih ploščah, bo dejansko imel občutek, da si v bazenu. Ne? Vodovodni stolp bo z rekonstrukcijo notranjosti prilagojen novi namembnosti in obiskovalcem. Pot po stolpu od pritličja do razgledne točke nad vodohranom bo omogočena stopnicami in z dvigalom za do 8 oseb. Prav tako bo pa tudi služilo kot gasilsko dvigalo, tako da je malo večje in če vidite, kar dosti veliko prostora zavzame tlorisne površine. V kleti bodo še sanitarije in prostori za zaposlene. V pritličju informacijska točka, v naslednjih 4 etažah pa bodo predstavili vsebine povezane s stolpom. Zdaj smo v bistvu že v etaži, ki ni bila odprta prej za obiskovalce, ko je bil tle akvarius in ta del ni bil nikoli obnovljen. Bila je tle strojna napeljava oziroma za prezračevanje, včasih tako, da je bila s tem zapolnjena. To je izvajalec že umaknil, tako da zdaj je dosti počiščen ta objekt in se lahko tudi vidi, v kakšnem stanju je pred obnovo. Tu se nahajamo zdaj na nivoju balkonov, to je nekje višina 20 metrov od vhoda. Na tem nivoju pride nova etaža in dejansko je to prva razgledna točka v stolpu. Ohranijo se te stare obrobe, te balkoni in tudi del ograje. To bo kot prikaz starega. In pa te cevi, ki so prej služile za dovod vode v rezervoar.
se speskajo in ostanejo take, kot so, da to nekje prikazuje tisto osnovno funkcijo, ki jo je ta stolp do zdaj imel. Na tej točki so dobro vidne tudi posledice potresa iz leta 1917. Objekt bodo tudi statično sanirali, saj je, kot kažejo raziskave, le še približno 60% potresno varen. Povzpeli smo se še višje, tik pod vodohran. In se nahajamo na nivoju nosilne konstrukcije, ki jo moramo za potrebe preboja za lift odpreti. Tu pridejo še ene stopnice gor, ker se te stopnice končajo v tej etaži. Tako da to je zdaj, bom rekel, najzahtevnejši del tega projekta. Ta del je še v fazi projektiranja. Zdaj, ko smo to odprli ploščo, smo videli, da so zadeve malo drugačne, kot so bile predvidene v osnovnem projektu. Plošča je tanjša, to pomeni, da je bistvena nosilnost na teh nosilcih, ki jih je treba rezati. Seveda pa ne smemo oskruniti nosilnost bazena, ki boste videli gor v naslednji etaži. Dela, ki so se začela jeseni, potekajo v skladu z načrti. Dela potekajo po načrtih, s tem, da smo zdaj v osnovni fazi, mogoče zamujamo kakih te praznične dneve, ki so bili v preteklosti. Od 25. decembra pa dejansko do zdaj je bilo bolj malo izvajanja tu, se pa izvajajo dela v delavnici. Jeklena konstrukcija, lift in take zadeve, kot je že Suzana omenila. Rok za dokončanje del je konec maja, vodovodni stolp pa bodo za obiskovalce predvidoma odprli konec leta. Aljaž Novšak je vrsto let delal kot kuhar v priznanih restavracijah. Med epidemijo se je odločil, da se poda na samostojno pot. Kuharsko uniformo je zamenjal za pomoken predpasnik in v starem delu Sevnice odprl butično pekarno Kisli pek, kjer peče z drožmi. Če vse po planu, sem ob 4 zjutraj tukaj, kruh je lepo vzhajan v hladilniku, pecivo me čaka na tem vozičku, prižgem peči in začnemo polniti na toplo. Testo vedno pripravi dan prej, saj je postopek priprave kruha in peciva z drožmi precej dolgotrajen. To je zelo pomemben urnik pri tem testu, ker rabi svoj čas. Ni kvašeno testo, klasično. Ga lahko v uri pa pol do 2 urah imamo pripravljenega za peko. Ta pa rabi vsaj 12 ur. Mi ga zjutraj recimo ob 7-8 začnemo mesiti in ga naslednji dan ob 4 tako začnemo peči. Testo je močno, ker vidimo, da se ne trga. Ja, zdaj rečemo mi, da je to specialna stvar, da raziskujemo po knjigah, po internetu. Naša babica bi rekla, da je to pač vsak dan je kruh. In zanimive so mi te stvari, ker izhaja iz zgodovine, ima močno zgodbo, so zdrave stvari. Ne samo zdrave, tudi dovršene. Tule je eno tako sezonsko zadevca, to pa s jabolka so na sladkem briošu gor. Malo mandljev, čez premažemo pa še karamelo, da vse skupaj zelo obogati. Jabolka je malo bolj kisla, ta karamel pa da tisto bogatost. Iz njegove peči prihajajo pekovski izdelki, izdelani iz moke iz tradicionalnega mlina. Tudi druge sestavine so lokalnega izvora. Moko dobivamo iz bližnje Šmarjete, slovenskih žit, to je en manjši mlin. Potem, voda je sevniška, to je tudi zelo pomemben faktor pri kruhu. Sadje, tudi posavsko, čim bolj gledamo, da je tako, pa da je na nek način čim bolj ekološko tudi pripravljeno, že tudi na ta segment se oziramo. Čeprav je Aljaž Novšak raziskovanju in odkrivanju pekarstva namenjal precej časa, že ko je kot kuhar delal v vrhunskih restavracijah, se je zgodba o pekarni oziroma kruharni začela pisati pred slabima 2 letoma. Ideja je sicer zorela že dlje časa, naključje pa ni niti sama lokacija v samem mestnem jedru. Sevnica ima že kar nekaj tradicije iz zgodovine pekarstva. Tako da tudi pekarstvo je ena taka lepa stara obrt, ki živi v starih mestnih jedrih in
Je to izziv odpreti eno, sploh recimo mogoče v Sevnici si marsikjer misli, da pač to ne gre, ampak evo nas smo si dali izziv in odprli v starem mestnem jedru, ker pač je to stara obrt in paše sem. Da je med Sevničani veliko ljubiteljev njihovih pekovskih izdelkov, pričajo podice, ki jih morajo pridne pekovske roke nenehno polniti. Poglejmo še na splet, to so najbolj brane novice minulega tedna na našem spletnem portalu. Gledali ste Posavski tednik, hvala za pozornost in nasvidenje naslednji torek.